Prva ideja je padla 94-95, takratni trener v Dravogradu Marjan Pušnik je zbral okrog sebe somišljenike in smo se pač odločili, da ustanovimo nogometno šolo Dravograd. Želeli smo na nek organiziran način začeti delati z mladimi, predstaviti potem tudi to naše delo lokalni in pa širši skupnosti in narediti v Dravogradu, bomo rekel, regijski center nogometa. Trenutno je v nogometni šoli cirka 180 otrok. Moram reči, da v zadnjem letu oziroma letu pa pol, kar je pokroviteljstvo in pa ime je dal tudi Robert Koren, je izjemen odziv malih, predvsem tistih, ki še hodijo v vrtec. Mi ne delamo selekcij, da bi naredili testiranje, pa potem izmed 50 izbrali 30, s katerimi bomo delali, ampak vzamemo vsakega, ki se odloči, da igra nogomet. Naš moto, da gradimo osebnost za življenje. Mi nikoli nismo rekli, da bomo naredili profesionalnega nogometaša, vedno pa trdimo, da delamo za življenje, vzgoja v prvi vrsti, seveda, če nam pa na koncu uspe, da naredimo tudi kakšnega dobrega nogometaša, tako kot nam je v teh 16 letih nedvomno že uspelo, potem je to seveda toliko bolje. Ta naša, bom rekel, mala nogometna šola naredila kar lepo število dobrih nogometašev. V prvi vrsti bi izpostavil 3, ki so nosili breme slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu. To je kapetan Robert Koren, Marko Šuler in pa Nejc Pečnik. Matic Kotnik, Matej Rapnik in vsi ostali reprezentanti, ki od tod izhajajo. Osnovni cilj je vsekakor obstanek v slovenski kadetski ligi in mladinski. To se pravi nekje 3., 4. mesto na lestvici navzgor. Vsak trener si seveda želi boljšega kadra in več fantov, tudi na Koroškem je zelo težko, bom rekel, v prestopnem roku oziroma na pol sezone nismo dobili dodatnih igralcev. Vsa mesta niso popolnjena, poleg tega tudi številčno smo zelo šibki, imamo tam okrog 20-21 igralcev. So v prejšnjih letih v naši selekciji preveč fantov odšlo v gimnazijo Šiška, tako da sedaj 6 mojih mladincev trenira cel teden v bistvu v Ljubljani in se vidimo samo v petek, tako da ekipa ni tisto idealno uigrana in tu je tisti naš največji problem. Izpostavil bi tukaj predvsem Matevža Štuca, ki je reprezentant Slovenije U18 in pa tudi Nejc Plesec, ki v zadnjem času kaže ogromni napredek in z igro in zadetki. Izstopa vsekakor Kozar Andrej, ki je tudi reprezentant pri mlajših, pri starejših pa Nik Fasfalt, ki je tudi najboljši strelec ekipe. Izpostavil Davorja Rugino, ki se zelo prizadeva. Glavno pa nam je vzgoja za življenje. Poudarjamo tisto dobro osebnost, da bojo ti fanti enkrat na pravi poti, pa če bo potem kater postal še nogometaš, pa super, bomo mi trenerji veseli.
V bistvu v delu nogometne šole, v trenerskem delu imamo nekdanje igralce, ki so šli skozi naš pogon, ki nekako čutijo to nogometno šolo tudi v sebi.